Programator za bolnika. V tem videu vam želimo prikazati, kako uporabljati vaš programator Activa. Spoznali boste različne možnosti, ki jih programator nudi in kako le te delujejo. Kako programator deluje? Programator komunicira z vašim vsajenim nevrostimulatorjem. Pošilja in sprejema signale, ki potujejo od nevrostimulatorja in nazaj van. Za vzpostavitev komunikacije med njima morate svoj programator ali anteno položiti točno nad nevrostimulator. Antena vam omogoča, da lažje vidite na zaslonu programatorja. Če uporabljate anteno, jo namestite točno nad nevrostimulator. Skozi okroglo odprtino povlecite nekoliko svojega oblačila. Nato zagozdite delček oblačila v ozek del odprtine, da zadržite anteno na mestu. Vtikač antene čvrsto vtaknite v vtičnico na programatorju. Ko je antena priključena, lahko programator uporabljate brez, da ga namestite nad nevrostimulator. Če uporabljate programator brez antene, ga namestite točno nad nevrostimulator tako, da je zaslon vedno obrnjen navzven. V tem videu bo prikazana oseba, ki ima nevrostimulator vsajen na levi strani pod ključnico in uporablja anteno. Pred prikazom uporabe si oglejte programator in vlogo posameznih gumbov. Ta gumb služi za vklop in izklop programatorja. Če ta gumb pritisnete in dalj časa držite, se prižge tudi lučka, da boljše vidite na zaslon. V zgornjem desnem kotu programatorja najdete kontrolni gumb. Ta gumb pove programatorju, da naj komunicira z nevrostimulatorjem. Kasneje bo sledilo še več informacij glede uporabe tega gumba. Gumb v zgornjem levem kotu omogoča vklop in izklop vaše terapije. Terapijo lahko kadarkoli vklopite ali izklopite, če namestite vašo anteno ali programator nad nevrostimulator in pritisnete gumb za vklop in izklop. In to so izbirni gumbi. Izbirne gumbe lahko uporabite za spremembo nastavitev v prednostnem meniju. To je navigacijska tipka. S tema puščicama lahko premaknete izbirno polje na zaslonu gor ali dol in s tema puščicama premaknete izbirno polje v desno in levo ter se tako premikate med različnimi možnostmi v vrstici. Kasneje si bomo še bolj podrobno pogledali, kako lahko uporabljate vaš programator. Enostavni način delovanja. Sedaj pa bomo pojasnili, kako lahko uporabljate svoj programator Activa. Najprej morate preveriti nevrostimulator. Pri preverjanju nevrostimulatorja se podatki uskladijo med obema napravama. Anteno ali programator namestite točno nad nevrostimulator in pritisnite kontrolni gumb, dokler ne zaslišite piska. Pisk pomeni, da sta se nevrostimulator in programator med seboj povezala. Ko je povezava zaključena, boste zagledali tale prikaz. To je zaslon s prikazom terapije. Možna sta dva načina delovanja, enostaven način ali napreden način. Vaš zdravnik bo določil, kateri način je za vas najbolj ustrezen. V nadaljevanju bo prikazan enostaven način delovanja. Za več informacij o naprednem načinu delovanja si lahko kasneje v tem videu ogledate v poglavju o naprednem načinu delovanja. V enostavnem načinu zaslon s terapijo prikazuje stanje vašega nevrostimulatorja in stanje baterije. Zgornja vrstica je statusna vrstica. Ta vrstica vam pove, ali je vaša terapija vklopljena ali izklopljena. Druga vrstica prikazuje stanje baterije nevrostimulatorja. Ta vrstica vam prikaže stanje napolnjenosti baterije nevrostimulatorja. Prikazana ikona predstavlja popolnoma napolnjeno baterijo nevrostimulatorja. Če je stanje baterije nizko in potrebuje polnjenje, boste na zaslonu zagledali to utripajoče opozorilo.
Vkolikor je stanje baterije nevrostimulatorja zelo nizko in potrebuje takojšnje polnjenje, boste zagledali to utripajoče opozorilo. Za izbris opozorila pritisnete katerokoli puščico na navigacijski tipki. Če je vaš zdravnik omogočil funkcijo opozoril, bo vaš programator nekajkrat zapiskal, ko bo potrebno, da preverite stanje napolnjenosti baterije nevrostimulatorja. Skupaj z zvočnim opozorilom se bo pojavil prikaz z opozorilom za bolnika. Slišali boste 2 seriji piskov po 5 sekund, nato pa bo sledil 2-sekundni premor, kot lahko slišite tukaj. To opozorilo se ponovi vsakih 15 minut, vse dokler ne preverite stanja baterije nevrostimulatorja tako, da točno nad njega postavite programator ali anteno in pritisnete kontrolni gumb. Zelo pomembno je, da stanje baterije preverjate vsak dan in baterijo nevrostimulatorja polnite, ko je potrebno. Če bo vaše zdravljenje prenehalo, ker niste polnili baterije nevrostimulatorja, se vaši simptomi bolezni lahko povrnejo. Ravno tako je zelo pomembno, da redno polnite svoj nevrostimulator, kot vam je priporočil zdravnik. Uporaba naprednega načina. Sedaj vam bomo prikazali, kako lahko uporabljate svoj programator Activa. Najprej morate preveriti nevrostimulator. Pri preverjanju nevrostimulatorja se podatki uskladijo med obema napravama. Anteno ali programator namestite točno nad nevrostimulator in pritisnite kontrolni gumb, dokler ne zaslišite piska. Pisk pomeni, da sta se nevrostimulator in programator med seboj povezala. Ko je povezava zaključena, boste zagledali tale prikaz. To je zaslon s prikazom terapije. Možna sta 2 načina, enostaven način delovanja ali napreden način delovanja. Vaš zdravnik bo določil, kateri način je za vas najbolj ustrezen. Kot zaključek tega poglavja vam bomo prikazali napredni način delovanja. Za več informacij o enostavnem načinu delovanja si oglejte poglavje o enostavnem načinu. V naprednem načinu so prikazane informacije o vašem nevrostimulatorju in stanju baterije. Zgornja vrstica je statusna vrstica. Ta ikona vam pove, ali je vaša terapija vklopljena ali izklopljena. Druga vrstica prikazuje stanje napolnjenosti baterije. Ta vrstica vam prikaže status baterije vašega nevrostimulatorja. Prikazana ikona pomeni, da je baterija nevrostimulatorja popolnoma polna. Če je stanje baterije nizko in potrebuje polnjenje, boste zagledali to utripajoče sporočilo. Če je stanje vaše baterije nizko in potrebuje takojšnje polnjenje, boste zagledali to utripajoče sporočilo. Za izbris sporočila in vrnitev na zaslon s terapijo pritisnete katerokoli puščico na navigacijski tipki. Če je vaš zdravnik omogočil funkcijo opozoril, bo vaš programator nekajkrat zapiskal, ko bo potrebno, da preverite stanje baterije nevrostimulatorja. Skupaj z zvočnim opozorilom se bo pojavil prikaz z opozorilom za bolnika. Slišali boste 2 seriji piskov po 5 sekund, nato pa bo sledil 2-sekundni premor, kot lahko slišite tukaj. To opozorilo se ponovi vsakih 15 minut. Vse dokler ne preverite stanja baterije nevrostimulatorja, tako da točno nad njega postavite programator ali anteno in pritisnete kontrolni gumb. Zelo pomembno je, da stanje baterije preverjate vsak dan in baterijo nevrostimulatorja polnite, če je potrebno. Če bo vaše zdravljenje prenehalo, ker niste polnili baterije nevrostimulatorja, se vaši simptomi bolezni lahko povrnejo. Ravno tako je zelo pomembno, da redno polnite svoj nevrostimulator, kot vam je priporočil zdravnik. Spodnja vrstica je vrstica s prikazom parametrov ali skupine. Parametri izbrane skupine so prikazani v spodnji vrstici. Vaš zdravnik bo določil, katere nastavitve in parametre lahko prilagajate sami.
Ikona v sredini prikazuje aktivno skupino. Vaš zdravnik lahko nastavi eno ali več skupin, med katerimi lahko izbirate. Če imate na voljo le eno skupino, bo ikona v sredini pomenila le prikaz parametrov, ki so nastavljeni za to skupino. Več o nastavitvah skupin bo prikazano kasneje v tem videu. V spodnji vrstici so prikazane vrednosti vaših parametrov, ki so trenutno aktivne. Številka na levi strani zaslona spodaj prikazuje nastavitev za levo polovico vašega telesa. Številka na desni strani spodaj prikazuje nastavitev za desno polovico vašega telesa. Če povzamemo, v naprednem načinu vidite 3 vrstice informacij. Zgornja vrstica prikazuje, ali je vaša terapija vklopljena ali izklopljena. Srednja vrstica vam prikazuje informacijo o stanju napolnjenosti vaše baterije nevrostimulatorja in spodnja vrstica prikazuje trenutne vrednosti parametrov za aktivno skupino. Izbira in aktivacija skupne nastavitve v naprednem načinu. Zdaj pa se posvetimo izbiri, nastavitvi in aktivaciji posamezne skupine v naprednem načinu delovanja. Skupine predstavljajo dodatno terapevtsko možnost, da zdravnik pri vas doseže najbolj učinkovito terapijo. Običajno se posamezno skupino programira za točno določeno aktivnost ali simptom. Za največjo učinkovitost terapije bo morda v nekaj dnevih potrebno večkrat prilagoditi terapijo. Spet v drugih dneh je morda sploh ne bo potrebno prilagajati. Vaš zdravnik vam bo dal navodila, kako in kdaj bi morda lahko prilagodili svojo terapijo. Na primer, Ana ima tremor v levi roki. Običajno se njeni simptomi ne spreminjajo, vendar ima Ana kljub temu občasne težave z govorom. Anin zdravnik je zato programiral 2 različni skupini. Prva skupina je programirana za Anin običajni tremor leve roke, medtem ko je druga skupina programirana za dodatne težave z govorom. Sama izbere skupino, ki jo potrebuje. Programirajo se lahko tudi skupine za različne aktivnosti. Na primer, lahko bi izbrali točno določeno skupino za hranjenje in drugo skupino za hojo. Tako izberete in spreminjate nastavitve skupine. Najprej preverite svoj nevrostimulator, počakajte, da zaslišite pisk. Nato na navigacijski tipki pritisnite spodnjo puščico, da zbirno polje premaknete na vrstico s prikazom parametrov skupine. Sedaj, ko imate izbirno polje na spodnji vrstici, pritisnite desno ali levo puščico na navigacijski tipki za prikaz skupin, ki so na voljo. Nato puščico navzgor ali navzdol na navigacijski tipki pritisnite, da izberete želeno skupino. Ko je želena skupina prikazana, postavite anteno ali programator točno nad vaš nevrostimulator in pritisnite kontrolni gumb za potrditev in aktivacijo nove skupine. Kmalu se prikaže zaslon o komunikaciji, ki mu sledi prikaz zaslona s terapijo. Na zaslonu s terapijo bo sedaj prikazana nova skupina in njene nastavitve. Prepričajte se, da je nova aktivna skupina res prava, da preverite črko v spodnji vrstici. Zdaj, ko je ta skupina aktivna, lahko pričnete s prilagajanjem parametrov tako, da jih povečate, če je bilo tako programirano strani zdravnika. Za spremembo prikazanih vrednosti, če je to možno, pritisnite izbirno tipko pod prikazano nastavitvijo, ki bi jo želeli prilagoditi. Za spremembo nastavitve na levi strani telesa pritisnite levo izbirno tipko. In za spremembo nastavitve na desni strani telesa pritisnite desno izbirno tipko, kot je prikazano tukaj. Zagledali boste tale zaslon. Če ponovno pritisnete desno izbirno tipko, boste lahko povečali izbirno nastavitev terapije. In če ponovno pritisnete levo izbirno tipko, boste lahko zmanjšali izbrano nastavitev terapije, kot je potrebno. Upoštevajte, da se bodo nastavitve terapije spremenile takoj, ko boste pritisnili izbirne tipke. Za aktivacijo skupine ali spremembo stimulacije morate vedno anteno ali programator postaviti točno nad vaš nevrostimulator. Ko ste s prilagoditvami terapije zaključili, pritisnite katerokoli puščico na navigacijski tipki, da se vrnete na zaslon s terapijo. Svoje terapevtske nastavitve lahko vrnete na originalne nastavitve, ki jih je določil vaš zdravnik.
Da to lahko storite, morate najprej preveriti vaš nevrostimulator. Nato pritisnite puščico navzdol na navigacijski tipki, da premaknete izbirno polje na vrstico s prikazom parametrov ali skupine. Za prikaz razpoložljivih skupin pritisnite desno puščico na navigacijski tipki. Pojavil se bo zaslon s prikazom skupin. Aktivno ali neaktivno skupino lahko vrnete na originalne zdravnikove nastavitve. Poglejte, kako lahko spremenite aktivno skupino. Z izbirnim poljem izberite aktivno skupino, nato pritisnite desno puščico na navigacijski tipki. Prikaže se zaslon Ponastavitev skupine. Pritisnite tipko za potrditev še enkrat, da povrnete nastavitve terapije na originalne, ki jih je izbral zdravnik. Če imate aktivno le eno skupino, pritisnite puščico navzdol na navigacijski tipki, da premaknete izbirno polje na spodnjo vrstico s parametri. Nato pritisnite levo ali desno puščico na navigacijski tipki, da se prikaže zaslon Ponastavitev skupine. Ponovno pritisnite gumb za potrditev, da povrnete nastavitve na originalne, ki jih je izbral zdravnik. Opozorila, informacijski prikazi in vzdrževanje programatorja. Programator lahko prikaže razna opozorila in druge informacijske zaslone. Zasloni z opozorili lahko pomenijo težavo s programatorjem, anteno ali nevrostimulatorjem. Če imate na programatorju vklopljen zvok, boste slišali serijo 3 piskov. Primer sporočila, ki ga vidite tukaj, prikazuje slabo komunikacijo med nevrostimulatorjem in programatorjem. Če se prikaže ta zaslon, pomeni, da med programatorjem in nevrostimulatorjem ni povezave. Če se prikaže ta zaslon, ponovno namestite anteno ali programator točno nad nevrostimulator in ponovno pritisnite gumb za potrditev. Slaba povezava je lahko tudi posledica vpliva motenj drugih električnih naprav. Morda se boste morali odmakniti od računalnika, radia, televizije ali drugih električnih naprav. Če vaš programator potrebuje zamenjavo iztrošenih baterij, boste zagledali enega teh prikazov na zaslonu. Ko bo čas za zamenjavo baterij, odprite prostor za baterije. Odstranite iztrošeni bateriji. Zamenjajte ju z novima, 2 AAA alkalnima baterijama. Programatorju je priložena torbica za nošenje. Da se izognete poškodbi programatorja, ga imejte na suhom, z njim primerno ravnajte in pazite.